Pozdravljeni, dragi gledalci. Nekaj pomembnega vam imam zapovedati. Če me podpirate pri mojem delu, to pomeni pri snemanju teh videov iz potovanj, pa tudi tukaj iz studija, vas lepo prosim, če tale video pogledate do konca. Povedati vam moram, da sem se z eno spletno trgovino dogovoril za sponzorstvo. Tisti, ki me že dlje časa spremljate, pa veste malo več o meni, veste, da večinoma teh prošenj za sponzorstvo zavrnem. To pa zato, ker običajno to niso neke stvari, ki bi jih čist brez slabe vesti in ponosno promoviral. Tale trgovina, ki se imenuje Mita, to je spletna trgovina, pa ima take stvari, ki mi jih ne bo čist nič sram promovirati, ker so najbolj znane, svetovno znane blagovne znamke in cene so zelo ugodne. V bistvu najnižje. Lejte, preden sem se odločil, da bom sodeloval z njim, sem jaz to orenku vse skupaj pregledal. Celo, ko sem dobil ponudbo za sodelovanje, jim nisem takoj odgovoril, ker sem si vzel čas, da sem to preveril. Oni so mi napisali, da imajo najbolj priznane svetovne znamke po najnižjih cenah. Jaz sem rekel, čakajte, to moram jaz preveriti, da vidim, če je res. In sem šel sam malo zadeve preverjati, sem pa še 3 znancem oziroma znankam, se veste, ženske so bile za nakupovanje, pisal pa jih prosil, če povejo, če se jim cene v tej trgovini zdijo ugodne. In vse 3 so mi rekle, da so cene ugodne, tako da potem sem se pa odločil, da grem v to sodelovanje z njim. No, takrat še nismo bili nič zmenjeni, odločil sem se, da se bom pogovarjal z njim naprej. No, potem sem šel k njim na sestanek in smo se dogovorili za enomesečno poskusno sodelovanje. Se pravi, zato me bojo nekaj plačali, jaz bom pa promoviral njihove izdelke. Tako da, ja, to je drugačno glasno sporočilo in sem plačan za to, da posnamem tale video. Zdaj, link do te spletne trgovine imate v opisu tega video posnetka, tako da jaz vas prosim, če si pogledate te izdelke in pogledate, če imajo res ugodno ponudbo. Lejte, jaz sem prepričan, da jo imajo, zato ker sem preveril to, nisem to kar nekaj na pamet govoril. So mi pa tu dali kodo, tako da če pri naročilu vpišete tam na blagajni kodo Tomaž Gorec, boste dobili darilo eno Milko čokolado. Tako da prosim, uporabite to mojo kodo. Tudi, če vam do čokolade ni, dajte to kodo uporabiti, zato ker glede na to, da smo se dogovorili za 1 mesec poskusno sodelovanje, oni so mi to kodo dali zato, da bojo videli, koliko je naročil za moje strani. Čeprav nisem plačan od vašega nakupa, to se ne bi zmenil, ker jaz zmeraj rečem, da lahko eno stvar promoviram, ne bom jo pa prodajal. Jaz jo lahko povem za informacijo, ne bom pa prodajal. Ampak njih tudi razumemo, oni so mi to kodo dali, zato da bojo videli, če je od mene
kakšna korist. Če pa ne bo, pa seveda po tem enem mesecu ne bojo podaljšali, kar jih čisto razumem. Tako da, lejte, sponzorja je težko dobiti. Še posebej tacga, ki je ta trgovina mita, ker me res ne bo sram promovirati njihovih izdelkov, ker so dobri, ker so poceni. Lejte, tudi tukaj imam prvi paket, ki sem ga naročil in ga bomo skupaj odprli, vam bom pokazal, kaj sem nabavil in po kakšni ceni. Imam tukaj vse zapisano, tako da boste videli, da cene so res ugodne. Seveda, nikakor ne želim od vas, da bi kdo pri njih kupoval, pa če boste druge cenejš najdel. Jaz mislim, da ne boste, ampak se pravim, jaz rad reklamiram take stvari, ki vem, da so dobre, pa poceni. In zatole sem jaz prepričan, da je tako. Ampak gledajte, da ne bom filozofiral, preverite sami, pa če boste naročili, ne pozabite uporabiti kode Tomas Gorec. Lejte, me pa tudi zanimajo vaši feedbacki. Napišite v komentar, svobodno napišite v komentar, kakšna se vam zdi ponudba, je ok, so cene nizke, niso nizke, tako da bom seveda zelo vesel. Zdaj gremo pa kar tole odprt, tole sem naročil in ne boste verjeli, naslednji dan že dubu. To, sem se pa urezal, evo, Madonna, da imamo tako ostre škarje, sem levak, res sem levak. Dobro, se nisem glih fejst, malo bo kri tekla, malo bo, ja. Evo, tlele še račun. Evo, lepo so vse spakirali. Jaz sem naročil malo različne stvari, zato da vidim, kako bo. Lejte, tole sem naročil komplet deodoranta, ker tega itak zmeraj kupujem, ne bom povedal, v kateri trgovini, zmeraj tega le kupujem in mi je dober. In zdaj pa tle komplet še en deodorant in je bila cena ugodna. Cena tega je bila, vam bom takoj povedal, 5,57 €. Tako da meni se zdi, da je to ugodna cena, pa ne bom zdaj tu čist razmontiral, tako da gremo naprej. Lejte, naslednja zadeva, ki nisem mogel imeti, hrana za mačke. Kakor veste, pri nas imamo mačko, lejte, saj ne vem doma, koliko jih je že blizu 10, 8 jih je sigurno, morda jih je 9, morda jih je 10, ne vem točno. In sem nabavil, lejte, ko bi rekel, hrane, 85 gramov ima eno tole in lejte, tlele noter je tega 12 komadov in skupaj košta tole, tle zdaj jaz vidim 10,64 €, ampak to so dva paketa. Se pravi, ta en komad košta, čakajte sem, da vidimo, ja, ne piše, koliko je ena. Se pravi, tlele je 24 komadov, za 24 komadov smo dali 10 €, se pravi, tu je krepko pod 50 centov, če sem prav izračunal. Lejte, zdaj bom probal, vam bom še povedal, če tu naši mački jejo. Par jih imamo zelo zbirčnih. Evo, lejte, sem se urezal. Evo, lejte, kri teče. Sem jezena se zaznot. Kako lepo spakirajo.
Lejte, kupil sem si ta gel za bretje. Tu si kupujem tudi v eni drugi trgovini in tle je bila cena, bom povedal, zakaj pa cena tlele ni njega sred. Lejte, glih tle, ko sem sprintal, ni cene, čakajte, sam bo pa tlele. Bo pa tlele, ja. Tudi tle ne piše. Ne. Ja, lejte, tle mi je pa cena šla. Lejte, jaz sem si stule sprintal in lejte, ne vem, zakaj mi ni tle cene upisali. Ne morem vam povedati, koliko je cena, se opravičujem. Kupil sem si eno zobno ščetko, se veste, zobno ščetko se zmeraj nuca, evro pa 4 cente. Colgate firma, tako da to se mi tudi ugodno zdi. Sensodyne pasto za zobe, tu je drago za znort, ta Sensodyne, tako da ne kupujem zmeraj to. In tle je bila pa pocen, sem jo pa kupil in bila je 3,18 €. To je za tole pasto 75 ml zelo pocen. Potem sem si kupil, se pravi, gel za prhanje, dal, je 1,80 €. Se mi zdi ugodna cena. Potem sem pa kupil, lejte, jaz tale šampon uporabljam, Head and Shoulders, ne vem, če se prav sem izgovoril, zmeraj tega kupujem. In tle je bila ugodna cena, če si 3 kupil, se pravi 9,54 €. Se pravi 3 € dobre eden, v trgovini je to dražji. No, potem pa še, da vidimo, ko imamo še tle, da se ne bom še kaj urezal s tem škarjem, kakor sem štorast. Kinder jajčka. Kinder jajčka sem kupil, so jih imeli glih v akciji. 5 paketov, lejte, 5 paketkov, je bilo 6,30 €. Se pravi, paketek, se pravi, 3 Kinder jajčki, dober evro. To sem za nečake kupil, tako da se mi zdi, da je to ugodna cena. Potem sem pa še tle ene stvari nabavil, čakajte, tole kar dol vrgo. Kupil sem kavo, ker je bila v neki super akciji glih tisti dan in je koštala 500 gramov, jo je 5,67 €. Sem preverjal, je bila cena konkurenčna. Potem sem si pa še kupil čips, ker ga imam rad. Kakor mi ga daš, tukaj bi ga požrl, sicer vem, da ga ne smem jesti. Bil je pa 1,25 €, 130 gramov. Na testenine se čisto nič ne spoznam, ampak sem kupil ene špagete, pa ene takele makarončke. Bom tu mami dal, pa bo povedala, a so ok ali ne. So pa teli so 1,07 €. Teli so pa tudi 1,07 €. Potem sem pa še kupil tele piškote, kdaj kam, če greš v hribe, ki tacga je fino, se mi pa tudi zelo ugodna cena zdela, 71 centov je pač eni teli piškotki. Tako da, tu je ta prva runda, ki sem jaz v tej trgovini kupil. Kakor sem rekel, jaz mislim, da so cene ugodne. Tako da, če vas zanima, imate v
vpisu link ali pa samo v Google napišite trgovina Mita ali pa samo Mita in preverite ponudbo in če se vam ok zdi, naročite. Ne boste pa verjeli, da dvem ljudem, ki sem povedal, da bom delal za to trgovino, sta mi rekla, jo, saj pri njih naročam, ful imajo ugodne cene. Tako da bo nekaj na tem, no. Tako da bo nekaj na tem, pa kakor sem rekel, ne pozabite uporabiti kodo Tomaz Gorec, pa boste dobili za darilo Milko čokolado. Pa seveda mene boste s tem podprli, čeprav naj še enkrat povem, da nisem plačan od vaših nakupov, ampak kakor sem vam rekel, za njim sem se dogovoril za en mesec testnega sodelovanja in oni seveda bojo na osnovi teh kod, koliko je bilo uporabljenih, vedeli, ali bojo sodelovali z menoj, ali ne bojo. Tako da, lejte, vse te videe, ki jih snemam, tu gre ogromno truda, ogromno vsega je, nekega denarja od tega ni, če kdo misli, da je. In bi rekel, da imam majčkeno bolj voljo vse to delati, pa da me en sponzor podpre, sem ful vesel, tako da vem, da se bo kdo zdaj najdel, pa bo rekel, reklamiraš, ja, lejte, ljudje, moram tudi jaz, kakor cajta vložim v tu nekaj malga, da ne kdo zdaj mislil, da mi bojo tu kar milijone dajali, pa moram dobiti nazaj, ne. Tako da, lejte, če ima kdo zdaj misel, da delam nekaj fejst narobe, ker tole reklamiram, pa ker reklamiram neko dobro zadevo in celo vam pomagam, da boste prehranili pri nakupu. Saj vam pravim, če to ne drži, da so oni poceni, napišite v komentar, niso poceni, isto stvar dobiš tam pa tam za nižjo ceno. Napišite to. Dobro, lejte, kakšen izdelek, mogoče boste najdeli kje kakšno nižjo ceno, ampak na splošno pa mislim, da so tole najnižje možne cene. Napišite v komentar, tako da jaz mislim, da s tem sem še jaz vam pomagal najdeti neko trgovino, kjer boste šparali. Če pa kdo misli, da je tole fejst narobe, ker reklamiram, lejte, pol pa tudi, če nikoli več nobenega mojega videa ne pogleda, bom glih tako vesel, ker mislim, da se tukaj trudim, da če si pa tu ne zaslužim, mislim, če vas tule zmot, pol naj vas pa zmot, pa pejte, pa tudi, če vas ni nikoli več na mojem YouTube kanalu. Tako da, ja, tu sem mu zapovedati, povejte, kaj mislite vsem tem, bom zelo vesel vašega feedbacka. Tako, ko sem bil ga vesel, ko sem one 3 kolegice vprašal, bi želel slišati še vašega, pa da vidimo, kako pa kaj. Če mi boste vi dokazali, da je tole vse predrago, da se da vse posod cenej dobiti, bom jaz sam po enem mesecu rekel, ali pa takoj, bom rekel, lejte, jaz tole ne bom reklamiral, niste konkurenčni, ne bom, niti vam tole preizkusen obdobje ne bom zaračunaval tako, kot smo se zmenili in bom tako naredil in boste videli, tako da nobenih komentarjev ne bom brisal. Brisal bom komentarje, če bojo oni tistih 5 ljudi, ki ste zmeraj meni nistih, ki mi zmeraj slab komentar napišete, pa karkoli bi naredil, boste nekaj slabega najdeli. Tako da kakšne take od teh 5 vas je maksimalno bom zbrisal, če boste pa vi napisali, lejte, točno tale Kinder jajček je pa v tej trgovini tuk pa tuk cenej, pa napište, bom preveril, če drži in če drži,
verjemite mi, da ne bom zbrisal komentarja, niti podrazno ga nam zbrisal, ali pa za karkoli drugega. Tako da, tistem, ki ste tole pogledali do konca, vam res iskrena hvala, cenim to, tako da obljubim pa vam, da se bom v bodoče še bolj potrudil, da bom imel na svojem YouTube kanalu še bolj zanimive videe. Se obeta kar nekaj zanimivih potovanj, ki boste z veseljem pogledali, sem prepričan. Nič, ful vam hvala, adijo.